Tokrat gre za prelomno razstavo, bi rekla. Nekaj od tega je bilo že nekako nakazano v prejšnji razstavi, Kdo se boji roza barve. Moram pa reči, da tokrat res veliko bolj radikalen, stojijo za tem veliko bolj radikalne odločitve. Tokrat so res izpostavljeni materiali. Moram reči, da je zdaj botrovala ali rečemo nekako izsilila to produkcijo ena kriza, ki sem jo imela v septembru. Imam zelo malo časa za ustvarjanje in skratka še tisti dragoceni čas takrat se je vzpostavil kot slikarska kriza, za katero slikarji zelo dobro vemo, koliko je tesnobna, ampak takrat sem si ogledala Beneški bienale in moram reči, da se je nekako pojavil en blazno močen impuls. Zdaj, po drugi strani pa seveda mogoče prav kriza tudi zaradi tega, ker sem hotela narediti nekaj novega. Hotela sem nekako zaključiti z tistim, kar sem prej začela, ali pa vsaj rečemo nekako iti korak naprej. Zame je znano, da sem se veliko ukvarjala z integracijo avantgardnih praks, kot so body art, land art, mail art v slikarstvo. Skratka, tega tukaj zdaj v tej razstavi ni in se ta indeksikalnost, bi rekla, ta dialog z opazovalcem vzpostavlja drugače. Vsekakor je bila potrebna zajetna mera poguma pri teh delih. Definitivno je bilo treba narediti ta korak. V tem smislu, da dejansko se ukvarjam, poskušam nekako vprašanja, ki sem si jih pravzaprav postavljala, merijo na sedanji trenutek, na postdigitalno in postinternetno situacijo, v kateri se nahajamo. Tukaj pa vsekakor postavljam na prizorišče oziroma upam, da vzpostavljam tudi nek teritorij, ki slikarstvo kot tako, kot tisto, ki Hubert Damisch pravi, da ima slikarstvo lastno polje, lastno diskurzivno polje, lasten subjekt. To se pravi, sama to imenujem tudi eksegetsko polje, kako se slikarstvo odziva oziroma kako vzpostavlja svojo lastno pozicijo. Je pa seveda na delu ta elastičnost, ne? Gre tudi za neko transgresijo, ki je tukaj na delu in za materialnost, ki jo pa zelo precizno, bi rekla, usmerjam ne v zgodbo, ampak prej v neko vibracijo ali pa neko frekvenco, ki je na delu v tej razstavi. Gesta definitivno je tukaj šiv. Šiv pri teh materialih gre za eno zelo precizno, tudi obrtniško znanje, ki ga je potrebno imeti, da te materiale sestaviš ali razstaviš. Je pa res, da je na delu izjemna mera redukcije. Moram reči, da sem se včasih celo strašila določenih stvari, ampak mislim, da je bila nujna. Mislim, da če bi tukaj karkoli nekako dodajala neke stvari, mislim, da bi skrajno zgrešila, bi prej odvzela materialom njihovo lastno retoriko. Ko merim za to svetlobo pravzaprav na neko zaslepitev, na neko toksičnost, ki je prisotna v razstavi, sem seveda uporabila prav določeno frekvenco, ki je zaznavna skozi svetlobo, skozi iridescenco in skozi določeno uporabo neonskih barv, ki seveda proizvedejo specifično svetlobo. Za to razstavo sem že izjavila, da pravzaprav z tem klasičnim fotografskim frontalnim pogledom se je ne da zaobjeti.
Res je, da živimo v času, ko pravzaprav diskurs simulakra skoraj nima več teže, ker je pravzaprav medij postal realnost kot takšen. Tukaj bi rekla, da sem te materiale uporabljala z motivom, da je treba razstavo in dela videti v živo. Prav te iridescence, barva, vibracije, tudi koti, iz katerih pogledamo na delo, so tisto, kar je tukaj pravzaprav pomembno. Pride do določenih refleksov, do določenih neonskih odbojev. Skratka, gre tudi za refleks, ki ni zrcalo, ampak se vzpostavi določeni časovnosti, ko se gledalec približuje platnu. Skratka, to, kar je pravzaprav na delu, je določena paralaksa. To se pravi, da je na delu več kotov, iz katerega se delo opazuje, nobeden od teh kotov pa ni dominanten. To se pravi, pride do tega antagonizma, do te stiske, da ni absolutnega pogleda. Z prosojnostjo sem ukvarjala zelo veliko, ko sem prišla seveda do neke meje, sem se tudi začela ukvarjati z zvokom, ko je prišlo do tiste dematerializacije. Prosojnost vsekakor vidim kot nek prag, ki pa seveda ni zadosten pogoj za percepcijo prosojnosti. Prosojnost je glede na svojo konfiguracijo v prostoru lahko šele nek vstop. Je lahko šele neka membrana za fenomenološko zaznavo. Vsekakor pa jo recimo medijska teorija razume popolnoma drugače. V medijski teoriji Wolfgang Ernst, na primer, definira medij kot nekaj, kar je pogojeno z kanalom. To se pravi, kodiranje kanala na eni in dekodiranje kanala na drugi sta zelo pomembni operaciji pri mediju. Zdaj, prosojnost v medijski teoriji pa pomeni samo kapaciteto materiala kot takega. To se pravi, material, ki je bolj prosojen, pomeni, da iz strani kodiranja prenese veliko količino informacij na stran dekodiranja, material, ki je manj prosojen, pa prenese zelo malo. To se pravi, prosojnost kot taka je v medijski teoriji razumljena nekoliko drugače, kot jo razumemo v vizualni umetnosti. So pa seveda to teorije, ki segajo nazaj tudi v teorijo Maurice Merleau-Pontyja, v dimenzijo mesa, bi rekla. On namreč med vidnim in nevidnim govori o neki tretji dimenziji, to se pravi o neki tihi senci, ki obstaja med vidnim in nevidnim, in v to membrano pravzaprav umešča ta percepcijski vidik mesa. Moram reči, da tu pridem res do te meje, kjer bi naslednja faza bila dejansko zvok. Tako daleč prideš do dematerializacije oziroma do neke frekvence, ki se potem lahko manifestira naprej v zvoku, ampak moram reči, da se mi zdi prav izziv tudi vztrajati v slikarstvu. Delala sem z obojim, ampak pravzaprav moram reči, da ta provokativni izziv, da na čas odgovorim z slikarskim medijem, se mi zdi trenutno kar zahtevna naloga. Unready-made je definitivno nekaj, kar
kar se vzpostavlja gre za neko evaluacijo našega odnosa do stvari in z umetniškim posegom oziroma z transformacijo je izpostavljena pravzaprav nek modus negativne kapacitete materialov. Tako da moram reči, da sem tukaj merila povsem drugam. Prej v ta negativni vidik materialov. Zato tudi ta zelo ostra in radikalna redukcija. Objekt, recimo, ki ga imamo tukaj na desni, se mi zdi premalo grd. Tega bi seveda morala, če bi ga še delala naprej, oziroma objekti, s katerimi se bom v prihodnje še ukvarjala, bo vsekakor neka ta negativnost še veliko bolj vzpostavljena. Moram pa reči, da so bila moja vodila, če bi rekla, material je bil recimo sluz neko izhodišče. Skratka, gre za te materiale tudi za neke silikonske mase, plastičnosti, ki seveda to prinašajo s sabo, zato tudi poimenujem, kot sem v uvodnem besedilu napisala, da gre za izcedke. Bi rekla, da mogoče se celo veže zadeva kot vtis, ki sem ga dobila od določenih opazovalcev, pravzaprav skoraj govorijo o tem sublimnem občutju. Tam govorimo sicer o strahu, ki je nasproti lepoti, tukaj pa mogoče res govorimo o tej strupenosti, ki je v nasprotju z privlačnostjo in se seveda drugo spodbijata, ampak ta magnetizem v tem antagonizmu in nasprotjih seveda nastane tista presežna vrednost. Na tej razstavi imamo veliko opravka z formami in to je nekaj, kar je seveda zelo drugačno od slikarstva, kjer zelo znano je zame, da uporabljam plastenje in plasti. Skratka, na delu so forme, ki pa jih ne razumem kot forme, kot bi jih mogoče v modernizmu, ampak jih razumem kot organe. Zdaj, integriran v razstavo je tudi hiperobjekt Yunchul Kima, ki lansko leto iz Bienala. Gre za delo Digitalni domorodec. Skratka, objekt igra definitivno zelo pomembno vlogo. Moram pa reči, da prav v tej razstavi vidika ženskosti pravzaprav sploh nisem hotela izpostaviti. Hotela sem pravzaprav iti preko tega. Nenazadnje sem se s tem že ukvarjala, tako da neka ta usmerjenost k ženskemu vidiku na tej razstavi preko ni pravzaprav na delu. Zdaj, tako ne bi stvari rada preveč ubesedila tukaj, ker se bojim, da bodo zabetonirane in bi zgrešile tisti del, ki je pravzaprav res neizrekljiv. Ampak, da ni izrekljiv, seveda ne pomeni, da ne obstaja. Mislim pa, da če prideš na to razstavo, se to mogoče nekaj, kar bi prej mogoče na preizkus postavila nekega zunanjega opazovalca, vsekakor bi vprašala, kakšen je njegov prvi vtis, ali ima na tej razstavi vtis, da je to naredila ženska ali je to naredil moški. Pa skoraj znam predpostaviti, da bi rekel ženska. To se pravi, je gotovo nek jezik ali pa neka ekonomija, tudi v načinu mišljenja, ki je ženskosti specifična. Vsekakor je tokrat na delu tudi kar zajetna mera humorja. Tehnike v kliniki za ekstenziologijo je seveda ta humorni vidik, ampak istočasno je pa na delu tudi vsa resnost, ki stoji za to tezo. Dejansko slikarstvo se mislim, da nahaja v času, ko je zelo na preizkušnji njegova elastičnost. To se pravi, gre za neko absurdno transgresijo, bi rekla.
kako slikarstvo nekaj vsrka in prebavi in kako to seveda potem skozi lastno retoriko vzpostavi ponovno. Tako da ta ekstenziologija pa je nekaj v smislu elastičnosti, ne? To se pravi, to ni zadnja faza. Gre seveda za hibridnost, to se pravi, kot vemo, stvari so konstantno v nekih hibridnih odnosih, tako da iz te razstave nekako pričakujem, da bodo nastajali novi hibridi ali v smislu odgovorov kolegov ali drugačnih oblik. Skratka, to gotovo ni končna etapa te materialnosti, ki sem jo tukaj vzpostavila.